Živijo lepi ljudje, sva Laura in Matic in junija 2024 sva se odločila obiskati vse občine v Sloveniji. In za mano vidite 31 grbov občin, katere sva že obiskala. Te epizode so do sedaj v angleščini in ker pričakujeva dojenčka in ne bomo mogla nekaj časa snemati novih epizod, sva se odločila prevesti vse dosedajne epizode. Občine bo hkrati tudi ocenjevala in bo naredila najino top lestvico najboljših občin v Sloveniji. Da ne boš zamudil nobene najine dogodivščine, se naroči na najin kanal. Je popolnoma brezplačno in s tem naj jo ful podpreš. Zdaj pa začnimo s prvo epizodo Lukovica. Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji in prva občina je moja domača občina Lukovica. Najina pot bo trajala približno 30 minut. Zadnja destinacija pa bo na Trojanah, kjer bo poskusila največje krofe v Sloveniji. Pa začnimo s prvo postajo in to je Gradiško jezero. Okrog jezera je veliko klopc, kjer se lahko usedete, sprostite in uživate v naravi. Tale labodji par nama je sledil kar nekaj časa. Po kratkem sprehodu pa si seveda privoščil še eno kavico in nadaljujeva pot. Naslednja lokacija so ribniki na Prevojah. Ko sva prišla, je že spet en labod plaval proti nama. Pozvala sva tudi mehne račke, ki so bile zelo prikupne. Čeprav prihajam iz te občine, tukaj še nikoli nisem bil, zato sem bil zelo prijetno presenečen. Nadaljujeva do grada Brdo pri Lukovici. Grad je bil zgrajen v 15. stoletju. Danes pa so od njega ostale le še ruševine. Leta 1943 je bil med drugo svetovno vojno požgan. Kljub temu ostanki še vedno pripovedujejo o njegovi nekdanji veličini. Pot nadaljujeva do Čebelarskega centra Slovenije. To je odlična destinacija za vse ljubitelje čebelarstva. Želiva poskusiti med, vendar je center žal zaprt, saj je vikend. Kljub temu je bil obisk zanimiv. Pa pazi to, največja čebela na tem svetu. Ne, samo 3D model. Ker so po vseh dogodivščinah že pošteno lačna, je čas, da si privoščiva nekaj okusnega. Odpravljamo se v gostilno Furman, ki sega v 17. stoletje. Poskusila bova rokovnjaški golaž. Ime gostišča izhaja iz besede Furman. Furmani so bili prevozniki s konjskimi vpregami, ki so po Sloveniji prevažali blago med kraji in mesti. Les, moko in druge nujne potrebščine. Njihovo delo je bilo ključno za trgovino in je predstavljalo pomemben vir dohodka za njihove družine. Med dolgimi potmi so se pogosto ustavljali prav v tej gostilni. Še eno zanimivo dejstvo. Jed rokovnjaški golaž je poimenovan po rokovnjačih. To so bili ljudje, ki so postali rokovnjači, ker je cesar Jožef II. Uvedel dosmrtno vojaško službo za fante brez zemlje ali poklica. Živeli so v gozdovih, preživljali so se z občasnim delom ali krajo ter imeli svoja pravila in celo svoj jezik. Spomin na to obdobje je ohranjen tudi v grbu občine, kjer je upodobljen rokovnjač. Za konec dneva pa še vožnja na Trojane, kjer poskusva znameniti največji krof v Sloveniji. Krofi so znani po svoji velikosti in odličnem okusu. Midva jih že poznava, saj jaz sem Trojančan, torej jaz sem Trojančan z rodovnikom, tako da krofe v bistvu dobesedno gledam čez oken. Najbolje jih je pa jesti z mlekom, tako da probite. Tako so zaključila obisk prve občine Lukovica. Na najini lestvici pa seveda zasede prvo mesto. Všečkaj video, naroči se na najin kanal in se vidimo v naslednji epizodi. Čau!